Torej, v času, ko smo priča intenzivnemu preseljevanju narodov in priseljevanju v Evropo, je razmislek o prihodnosti lastnega naroda zagotovo na mestu. V Novi Sloveniji želimo razpravo o tem spodbuditi na nujni seji 3 parlamentarnih odborov in tudi zavezati vlado, da oblikuje jasno strategijo, s katero bomo iskali odgovore na vprašanja povezana z negativno demografsko sliko, dilemami na področju družinske, socialne in stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in tako naprej. Torej, v Novi Sloveniji bomo vložili zahtevo za sklic seje v zvezi z demografijo v Sloveniji. Nizka rodnost in posledično tudi staranje prebivalstva je eden največjih družbenih in gospodarskih problemov Evrope. Leta 2025 bo več kot 20% evropskih prebivalcev starih 65 let in več. Zlasti se bo povečalo število starostnikov starosti 80 let in več. Staranje prebivalstva ima velike socialno-ekonomske posledice. Med vzroki za upadanje rodnosti v Sloveniji sta tudi neustrezna socialna in družinska politika v preteklosti, dokaj visoka brezposelnost in slabo stanje gospodarstva povečujeta pritiske na pokojninsko in zdravstveno blagajno. Zaradi vsega navedenega je slovenski pokojninski sistem eden najmanj vzdržnih v Evropi, zdravstveni pa prav tako že poka po šivih. Tudi Evropska komisija opozarja države članice, da morajo prilagoditi različne sisteme, kot je zdravstveni, pokojninski, sistem dolgotrajne oskrbe, izobraževanja in trg dela za te probleme. Pozivi k nujni davčni zdravstveni reformi ter reformi trga dela, ki jih v Novi Sloveniji ponavljamo že kar nekaj časa, niso naključni. S predlaganimi spremembami želimo Slovenijo pripraviti na situacijo, v kateri se bo znašla čez nekaj let, mi pa še vedno nimamo ustreznih odgovorov za to. Če bomo čakali, bomo prišli v situacijo, ko o lastni suverenosti ne bomo več odločali sami, kar pa seveda je nesprejemljivo. Kaj želimo doseči s sklicem nujne seje? S sklicem nujne seje 3 odborov zato izpostavljamo 3 prednostna področja, ki so pomembna za medgeneracijsko solidarnost in zagotavljanje kakovostne starosti. Prvič, nujne spremembe na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja morajo omogočati ustrezno zdravljenje in nego ter hkrati ohraniti finančno vzdržnost zdravstvene blagajne. Sistemska ureditev sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji je več kot nujna. Drugič, potrebno je omiliti pritiske na izdatke pokojninske blagajne. Nanje na eni strani vpliva staranje prebivalstva, v Sloveniji pa na finančno nevzdržnost pokojninskega sistema vpliva tudi nizka rodnost in pa seveda nizka oziroma visoka brezposelnost. In tretjič, opozoriti želimo na nujnost spodbudne družinske politike, ki bo pripomogla k povečevanju rodnosti v Sloveniji. Tukaj se zavedamo, da pač vsak posameznik, vsaka družina se sam o tem odloča, vendar, če imajo državljani spodbudne ukrepe strani države, potem so odločitve zagotovo veliko lažje. Odborom predlagamo: prvič, sprejetje poziva vladi, da sprejme celovit dokument oziroma strategijo, namenjeno vprašanjem povezanimi z demografijo, družinsko politiko in z njima povezanimi izzivi. Drugič, predlagali bomo sprejetje poziva vladi, da do konca leta 2015 pripravi belo knjigo o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s katerim bo zagotovljena dolgoročna vzdržnost sistema. Tretjič,
Sprejetje poziva vladi, da do konca leta 2015 pripravi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in ga predloži Državnemu zboru v sprejem. In pa četrtič, sprejetje poziva vladi, da do konca leta 2015 predstavi javnosti izhodišča reforme zdravstvenega sistema, ki bo vključevala rešitve za dolgoročno vzdržnost financiranja zdravstva in bo zastavljena tako, da bo potekala sočasno s spremembami pokojninskega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe. Torej, Nova Slovenija bo danes vložila zahtevo za sklic skupne nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Odbora za zdravstvo ter Odbora za gospodarstvo. Zakaj se nam je zdelo tako zelo nujno, da to sejo predlagamo? Zato, ker se Slovenija sooča že z demografskimi problemi, v prihodnosti bo pa to velik problem za Slovenijo. V času, ko se največ ukvarjamo z migrantsko krizo, je to še posebej aktualno. V tem času se še posebej zavedamo, kako pomembno je področje staranja prebivalstva, torej demografska slika, s katero se spopada vsa Evropa. Mi si v Novi Sloveniji ne želimo, da bi to slabo demografsko sliko reševali z množičnim priseljevanjem ljudi iz tretjega sveta ali koderkoli drugod, ampak želimo, da bi najprej v Sloveniji sprejeli oziroma naredili vse tisto, kar bi spodbujalo večjo rodnost, boljšo družinsko politiko in pa seveda, da bi pravočasno sprejeli vse ukrepe na področju pokojninskega zdravstvenega zavarovanja in pa dolgotrajne oskrbe. Razveseljivo je, da se starost prebivalstva po eni strani povečuje za posameznika, po drugi strani pa to od nas zahteva nove ukrepe, hitre ukrepe, sicer se bo država res znašla v težki situaciji. In zato moramo imeti izdelano strategijo in pa potem iz tega strategije pa morajo izhajati vsi potrebni ukrepi in zakonske podlage za izvrševanje.